Pozdravljeni. Marsikdo izmed navdušencev Formule 1 je bil navdušen, ko je izvedel, da bomo letos videli dirko v Katarju. No, jaz tudi nisem bil preveč navdušen. Priznam, po naravi sem skeptik in marsikdo izmed vas je to že opazil sam. Po drugi strani ne rad sledim tistemu črednemu nagonu, ki mi ga ne kaže nekdo drug, kajti po mnenju večine on ve in on zna. Rabim argumente, da prepričajo mojo trdoglavost. A marsikomu je lahko moj pogled všeč, drugim se zdi čisto nepomemben in tako je prav, seveda. Ampak, ko vidim, da bomo imeli na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1 4 dirke na arabskem polotoku, začne v moji podzavesti zvoniti alarmni zvonec. Dobro se spomnim idej, ki jih je imel Bernie Eccleston. Še ne toliko let nazaj, ko je hotel preseliti Formulo 1 iz, recimo temu, zaspanih, revnih držav, polnih tradicije motošporta, v bogata mesta, kjer ga bodo mastno plačali, da bo pripeljal to čudo. In Bernieu Ecclestonu se sedaj smeji. Namreč verjetno v kaki izmed njegovih ogromnih vil si lahko sam pri sebi pravi: glej, imel sem prav. In mnogi njegovi častilci ga bodo zopet vlekli na površje, kako on ve in kako on zna. In zopet imamo nekoga, katerega kažejo kot edinega, ki ve pravo pot, naprimer v tem primeru razvoja Formule 1. In mnogi pozabljajo, da ukolikor ima danes Formulo 1 v lasti ta nesposobna Liberty Media, gre zasluga edino Bernieu Ecclestonu, ki jim je šport prodal, ko ni imel več dovolj dobička. Pustimo sedaj Berniea Ecclestona, ki je po mojem mnenju stvar preteklosti. Zadeva je zanimiva, kajti vidimo, da se je ravnotežje dirk ostro premaknilo na izjemno ozko področje. Namreč dirka v Bahreinu, Katarju, Abu Dhabiju in Arabskih Emiratih. Mislim, da je na tako majhnem prostoru ogromno dirk. In sedaj se bomo lahko začeli spraševati, če bomo tu imeli toliko dirk, kje bodo pa odpadle. Namreč v sezoni 2021 je bilo sprva planiranih 23 dirk, sedaj jih bomo imeli 22, če ne bo prišlo še do kake odpovedi. Ampak najprej se lahko vprašamo, ali res potrebujemo toliko dirk in tako dolgo sezono. 22 dirk je ogromno in sezona, ki traja od sredine marca do sredine decembra, je tudi neznansko dolga. A verjetno marsikomu bo všeč, da bo imel kaj početi v nedeljo. Ampak po drugi strani se lahko sprašujemo, nekatere dirke v tem koledarju nam dajo tisto pravo nekaj, kar mi navdušenci pričakujemo. Že v letošnji sezoni smo slišali ogromno kritik, da so nekatere proge dobesedno dolgočasne. In sedaj bom izkoristil možnost, da bom nekako nakazal na mnoge mite in legende, ki so jih nekateri pripovedovali. Spomnimo se velike nagrade Francije. Vsak ima lahko o tisti dirki svoje lastno mnenje. Je bila dolgočasna ali zanimiva. Mnogim niso všeč izletne cone s tisto barvo, ki pomaga zaustaviti bolide.
ampak mnogi so dejali, da proga Paul Ricard je nezanimiva. Bistveno bolj bi bila zanimiva, ukolikor ne bi imela tiste šikane na sredini ravnine Mistral. Strinjam se, videli smo bistveno slabše. Po drugi strani sem zasledil kritiko, da okrog Paul Ricarda ni pravzaprav nič. Čeprav ima lastno letališče in je Cannes ter Azurna obala približno 30 minut vožnje oddaljena. A imamo drugi primer, ki je v mojem osebnem mnenju vreden pozornosti. Dirko za veliko nagrado Emilia Romagna v Imoli. Boga, preprosta, podeželska, dovolite mi izraz, proletarska Imola ima svojo veliko nagrado. In po mojem si jo zasluži zaradi lepote kraja, zaradi lepote same proge in zaradi zgodovinske vrednosti. Mnogi bodo rekli, saj je bolj zanimivo v kakem kraju, kjer imamo res puščavski pesek in kjer ni nič drugega kot proga daleč naokoli. Ne vem, sam imam čisto drugačen okus. Raje imam dirko v Franciji kot dirko v Katarju. Ne vem, mogoče se motim, ampak Formulo 1 sam nekako prvenstveno smatram kot evropsko serijo. In verjamem, da bodo mnogi komentatorji začeli, kako bo dirka za veliko nagrado Miamija super pridobitev za koledar svetovnega prvenstva. Kolikor se kdo izmed vas dobro spomni, v Združenih državah smo imeli že v 80-ih letih v isti sezoni 3 dirke in nobena se ni obdržala prav dolgo. In tudi o tej veliki nagradi Miamija, ki je govora več kot desetletje, če se ne spomnim slabo. In zaradi tega sem raje malce previden. Mnogi navdušenci nimajo radi Monaka, kajti tam se skorajda ne vidi prehitevanja. Ampak če je prehitevati težko na določenih progah, še zdaleč ne pomeni, da je nemogoče, kolikor uspe, je vsaj po mojem bistveno bolj zanimivo. Kvantiteta nikoli ne more biti boljša od kvalitete. In govoriti, da je proga nezanimiva samo zato, ker po mnenju nekoga se tam ne da prehitevati, je isto kot govoriti, da na progi v Monzi so ravnine čisto brez veze. Saj tam vozijo samo naravnost. Vsaj tako je moje mišljenje in tak je moj pogled. Verjamem, da Formula 1 rabi dirke, kajti začeti morajo kovati profit. To zahteva novi lastnik, kateremu je serijo prodal tisti vedež od Bernieja Ecclestona, kot sem povedal malce prej. In treba je to ponoviti večkrat, da ne bomo zopet pozabili. A to, da se težišče nekako premika v arabski svet, po mojem pomeni samo nekaj. Namreč Formula 1 bo začela izgubljati tiste svoje prave zgodovinske lokacije in tudi identiteto. Kaj se bo zgodilo, ukolikor iz koledarja izpadejo dirke, kot so v Kanadi? V Avstraliji smo videli že kar nekaj odpovedi in izgubila je tisti svoj primat prve dirke na koledarju. Seveda, vsakdo izmed vas se lahko vpraša, kdo je vzel to prvo mesto v samem koledarju. In zopet bomo prišli do tiste točke, ko nekdo umetno hoče ustvariti pozornost.
V sezoni 2020, ki je bila res krizna, smo videli tudi drugo nagrado na progi v Šakirju. In tista nam je ostala v spominu po grozoviti nesreči, ki jo je doživel Roman Grožan in seveda po prvi zmagi Serhija Pereza. A proga kot taka je bila nezanimiva. Ni nam nudila tisto, kar nam ponudijo druge lokacije, ki so pa po mnenju mnogih, recimo in poznavalcev, izjemno dolgočasna. Torej, proga sama po sebi ne naredi dirke, ki se zgodi na njej, dobre ali slabe. Sam osebno proti državam arabskega polotoka nimam nič. Ampak vseeno raje vidim, da ima Francija veliko nagrado, kot da imamo na majhnem področju kar 4 dirke. Raje imam drugo dirko v Italiji kot 4. dirko v Arabiji. Se morda motim? Verjetno. Ampak zaenkrat sem na tem stališču. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kot običajno bomo videli skupaj? Ampak zaenkrat je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.